Drugače pa moj referat, moj ekspoze, če hočete, bi segal v čas 19. stoletja. Zdaj boste rekli, zakaj pa imamo mi opraviti s tem v našem srečnem. Vse naslov je okrožni fašizem. Ampak gledajte, če ne razumemo dogodkov, ki so pripeljali do nastanka fašizma, potem skoraj da ne razumemo, o čem danes govorimo. Namreč ni naključje, ali pa mogoče je, da se letos spominjamo 150-letnice nastanka Italije. Ta podatek je šel mimo nas tako zelo mimobežno. Ne me narobe razumeti, nimam nobenega namena tukaj v slovenskem nacionalnem prostoru obujati nekih spominov na združitev Italije, ki je v končni konsekvenci zlasti po letu 1866, ko pridejo beneški Slovenci prvi del našega narodnega telesa pod Italijo, nam prinesel marsikaj grenskega in tudi zelo hudega. Ampak vendarle čas nastanka Italije dejansko povzame tisto, kar se potem dogaja v prihodnjih desetletjih do današnjih dni na tem zahodnem robu, na mejnem stičišču med romanskim in slovanskim svetom. In konec koncev, mi se ne smemo čuditi, da se ideja o italijanski vzhodni meji na naših tleh, na etnično-slovenskih tleh, prvič pojavi leta 1846. In sicer v načrtih piemontskega ali če hočete sardinskega generalštaba, ki govori o italijanskih naravnih mejah. 1846 pa ne moramo še govoriti o nikakršnem obstanku države Italije. Poglejte, na vaši pred vami je Piemont, država Piemont ali Sardinsko kraljestvo, če hočete, ki je bila gonilna sila, gonilno ozemlje, okoli katerega se je tekom desetletij, sredi 19. stoletja, združevala italijanska država. Italija do tistega časa ni političen pojem. Do sredine 19. stoletja mi o Italiji lahko govorimo samo v geografsko, zemljepisno, kulturnem smislu. In dejansko, sredine 19. stoletja je italijanska država politični načrt, ki postane aktualen v obdobju propadanja starega režima in v obdobju družbene modernizacije. In nastaja okoli tistega ozemlja na italijanskem skrajnem severozahodu, ki sem ga prej pokazal in da imate pred nami na zemljevidu. Italija v tistem času je razobljena na številne državice, ozemlja, književine, grofije in italijanščina kot jezik je, bomo rekel, razbita na več samostojnih, bomo rekel jezikov, ampak narečij. Mogoče vas nekoliko preseneti pojem, da je v času nastanka Italije pred 150 leti na ozemlju današnje Italije italijanščino obvladalo dobra 2%, mogoče 2,5% ljudi. Ostali so govorili razna narečja, ki se med sabo niso razumela. So bila sicer, izhajala se iz vulgarne latinščine, romanska narečja, romanski jeziki, recimo na jugu sicilijanščina, na severu žulanščina in med sabo se ti ljudje nikakor niso mogli razumeti. Zato ne čudi izrek, ki ga je izrekel tedanji zunanji minister Emilio Cavour, zunanji minister Piemontskega kraljestva in potem tudi prvi minister Združene Italije, to je to 1861, ki pravi, sedaj smo naredili Italijo, sedaj moramo napraviti še Italijani. Da se nekoliko povrnemo v ta izrek, ki sem ga ravnokar omenil, je treba iti še nekaj desetletij nazaj. Italija, pogledajte, razdeljena je na severu imate Lombardsko kraljestvo, ki je bilo pod Avstro-Ogrsko upravo, potem na jugu kraljestvo dveh Sicilij, kjer vladajo, to je Južna Italija in Sicilija, kjer vladajo Bourboni, južnoitalijanski Bourboni, potem imamo papeško državo, Vojvodino Toskano, ki je bila bolj ali manj odvisna od Habsburžanov, potem nekaj malih državic, kot je Piacenza, Modena, Parma, ki so tudi bolj ali manj odvisne od avstrijskih Habsburžanov in na skrajnem severozahodu že omenjeno Piemontsko kraljestvo. In vse te dežele se potem v nekaj desetletjih
Potem, ko pridejo do izraza različne ideje o združevanju Italije, od, če hočete, najbolj levih do najbolj desnih. Kaj to pomeni? Od najbolj republikanskih do najbolj konzervativno-monarhističnih. Kdo naj bo tisti, ki prevzame vodilno vlogo pri združevanju tega ozemlja? Da nekoliko preskočimo, da ne bomo predolgi, potem vemo, da vpliv Francije na to območje, posredno tudi Velike Britanije, predvsem pa Habsburške monarhije, če hočete po letu 1867 Avstro-Ogrske, je bil zelo direktno vezan na ta prostor, ki so ga jemali kot podaljšek svojega strateškega ozemlja. In vsak je svojo politiko, svojimi vojaškimi silami hotel obvladovati to ozemlje, posredno ali pa neposredno. In med letom 1848, se pravi v obdobju, recimo temu, evropske renesanse nacionalne zavesti, v obdobju propadanja starega režima, v obdobju nastajanja, utrjevanja nacionalne zavesti, se dejansko na tleh Italije vodijo 3 vojne. 3 tako imenovane vojne za neodvisnost. V tako imenovani drugi vojni za neodvisnost, med leto 1859-61, pride potem do združitve Italije, okoli Piemontskega kraljestva, ali če hočete Sardinske države, z glavnim mestom v Torinu, in 17. marca 1861 je Viktor Emanuel II. Iz Savojske dinastije okronan za italijanskega kralja. Prvega italijanskega kralja. Ne smemo pozabiti, da v tem času je še vedno na vidiku papeška država, torej ozemlje v srednji Italiji, ki ga vidimo označeno z vijolasto modro barvo, ki mu je načeloval papež, Giuliano Pio IX, ki ni imelo, oziroma odnosi med italijansko državo in to papeško državo so bili zelo konfliktni, kajti papež se ni hotel ravno odpovedati temu ozemlju v korist neke državne tvorbe, ki se je reklo Kraljevina Italija. Kot vemo, leta 1870 papeške čete, oziroma papeška država, ki jo branijo francoske čete, se umaknejo francoske čete, italijanska vojska 1870 koraka v Rim in od takrat naprej lahko govorimo o Rimu, glavnem mestu Italije, in o celotnem italijanskem polotoku, ki je združen znotraj ene državne tvorbe, nacionalne državne tvorbe, ki se je reče Kraljevina Italija. V tem času nek podoben proces lahko zasledujemo tudi v srednji Evropi, ko nastane Nemško cesarstvo. Stare države, kot Španija, Portugalska, Francija, če hočete Velika Britanija, imajo že dolgo tradicijo nacionalnih držav na evropskem zemljevidu. Sredi 19. stoletja nastaneta 2 primera, ki sem jih že omenil, se pravi Italija in Nemčija. Kaj se zgodi? Stare države si že odrežejo konec pogače v kontekstu svetovne ureditve, postajajo pomembne kolonialne sile. Za novi 2 državi, Nemčijo in Italijo, ostane še drobiž. Ostanejo še tista trgišča, ki potem seveda v kontekstu, če hočete, uporabljen izraz, ki je nekoliko iz šolskih dni še nam ostal v slabšalnem pomenu, imperialistična tekma, se pravi vojna za kolonije, vojna za tržišča. In kar potem pripelje do prve svetovne vojne, ki konec koncev tudi determinira posebej še nas prostor. Ampak da pridemo do prve vojne, mi dovolite še nekaj vmesnih ekskurzov. To je ozemlje italijanske države od združitvi, se pravi po septembru 1870. Če dobro pogledamo, je celoten Apeninski polotok znotraj države, italijanske, razen na severu, pogledajte, je Tridentinsko, s Trentom in Bolcanom, Bolsom, in pa tako imenovani naši kraji, ki so v tistem času še vedno sodili v okvir Avstro-Ogrske monarhije. Torej, ta del in ta del je bila želja gibanja, ki se mu reče irredentizem, izhaja iz tere irredente, neodrešene zemlje, ki ni bil samo politični, ampak tudi obveščevalno-vojaški program italijanske kraljevine, se pravi zasest to ozemlje, ki ni bilo vključeno v italijanski nacionalni prostor, oziroma je bilo tako imenovano mejno sporno območje, vendar je v tedanjem
kontekstu nastajanja italijanske države pomenilo skrajne meje, naravne meje, do katerih ima Italija neodtujljive pravice. In s tem se srečamo, bom šel nekoliko dlje od nas, z Južno Tirolsko, kjer živijo Nemci, in z našimi kraji, se pravi Goriško, Trsto, Istro in Kariščansko, ki so jo Italijani seveda zahtevali zase. In kot vemo, potem to pripelje v končni konsekvenci do tudi vstopa Italije v Prvo svetovno vojno. Torej, Italija na predvečer Prve svetovne vojne je bila članica centralnih sil. Kaj pa to pomeni? To pomeni kontekst novo nastalih držav, ki se mu pridruži še Avstro-Ogrska, se pravi, šlo je za zvezo med Italijo, Avstro-Ogrsko in Nemčijo. Ta trozveza ali ta v centralnih sil obstaja od 1882, se pravi, kmalu potem, ko je Italija in Nemčija se združili, pod nekako miselnim dometom nemškega kanclerja Bismarcka, in ta sila, ta politična, vojaška, gospodarska sila, naj bi bila nekakšna protiutež Franciji, Veliki Britaniji in Rusiji, starim, pomembnim gospodarsko-imperialnim velesilam. Države, ki niso imele praktično nobenih kolonij, nobene pomembnejše vloge na svetovnem zemljevidu, so se združile, da bi nekaj dobile v svojo last in posest. Zdaj, Italija kot zaveznica Avstro-Ogrske in Nemčije bi ob začetku Prve svetovne vojne morala vstopiti v vojno na strani centralnih sil. In mogoče je podatek nekoliko nenavaden, ampak dejansko italijanski generalštab julija 1914, ko se je govorilo o vstopu Italije v Prvo svetovno vojno, ni imel načrtov, ofenzivnih načrtov proti temu ozemlju, če mu rečemo potem jugozahodna ali če hočete v ožjem smislu Soška fronta. Imeli sile, oziroma načrte, kako zblati poslati svoje enote v Porenje, se pravi na fronto proti Franciji, proti Veliki Britaniji, kjer bi se skupaj z Nemci z Avstro-Ogrsko borili proti antantnim silam. Ampak takrat se je začelo pa trgovanje. V nekaj besedah, ker to direktno rezultira na tisto, čemu potem rečemo italijanska okupacija našega ozemlja. Torej, Italija julija, v začetku avgusta 14 razglasi neutralnost in ne vstopi v vojno v strani centralnih sil, čeprav je tako veljeva pogodba podpisana 1882 in potem večkrat dopolnjena. Začne se kratko malo trgovanje. To trgovanje lepo prikazuje ta karikatura iz tistega časa, ko sta v Italiji, italijanski televiziji, dva glavna koncepta. Koncept neutralistov, tisti, ki rečejo, mi nismo v evropskem konfliktu, ki jeseni, pozno poleti, jeseni in pozivi 1914 pustoši po evropski celini, ampak mi smo izven tega konflikta. Na drugi strani so tako imenovani intervencionisti, ki so v začetku v, recimo, podrejenem položaju, potem pa pridobivajo na moči zlasti z takimi podobnimi propagandnimi slikami in hočejo od vstopa Italije v Prvo svetovno vojno, po domače rečeno, čim več iztržiti. Torej, njihov cilj je zaokrožiti italijansko državo. Če mi govorimo o treh vojnah za italijansko neodvisnost, med leti 1848 in 1866, mi dovolite samo en kratek ekskurs v leto 1866, se pravi, se pomaknem nekoliko let nazaj. Takrat Italijani z osvojitvijo Benečije, Beneške Slovenije, če hočete Veneta, prvič pridejo na naš zahodni etnični rob. In takrat prvič 30 000 tako imenovanih beneških Slovencev pride pod italijansko državo. Italija, recimo temu liberalna država, odprta država in jamči vse svoje narodnostne pravice. Mislim, da bo gospa Cencičeva potem preveč povedala o tem, kakšne pravice so imeli beneški, veliko že namreč napisala o tem, beneški Slovenci že pred prvo vojno pod Italijo. Kaj se je potem v času fašizma samo še zaostrovalo? Torej, to kupčkanje Italije z Avstro-Ogrsko ni bilo nič nenavadnega. In kaj se potem zgodi?
pride do podpisa Londonskega sporazuma. 26. aprila 1915 ime samo na podpisan v Londonu, ki Italijo obvezuje v roku enega meseca vstopiti na strani Antante v Prvo svetovno vojno. Zdaj bo nekdo retorično vprašal, mi tukaj sedimo v Bovcu, govorimo o Italiji, njenih vojnih ciljih, kaj pa ima to eno povezavo? Zakaj vam govorim te stvari? Zelo preprosto. Šlo je za kupčkanje z našim etničnim ozemljem. Seveda, Velika Britanija in Francija, ki sta dajali določena jamstva italijanske kraljevini za vstop v Prvo svetovno vojno na njihovi strani, in kot veste, leta 15 je šlo Francozom, posledično tudi Britancem, pošteno za nohte, sta kupčkali z ozemljem, ki je ležala takrat še v Avstro-Ogrski državi, ki je bila, kot vidimo kasneje, nekako obsojena na propad. In seveda ni šlo za etnično ozemlje starih, etabliranih zahodnoevropskih narodov, močnih zahodnoevropskih narodov. Šlo je za neke druge Slovane, če hočete južne Slovane, tam nekje na Balkanu, predvsem za Slovence, Dalmatince oziroma Hrvate, Črnogorce, Srbe v Bosni. Skratka za ozemlje, ki v britansko-francoskih strateških pogledih ni igralo nekakšne posebne vloge. In ta pogodba, Londonski pakt, je Italiji omogočil tisto, kar si je potem z njihovega italijanskega stališča legitimno vzela po končani prvi svetovni vojni na mirovnih pogajanjih. Torej, da bi dobila tisto, kar so potem Italijani dobili dejansko po Saint-Germainski pogodbi po koncu Prve svetovne vojne. Se pravi, Italija pridobi Južno Tirolsko z velikima mestoma Trento in Bolzano, oziroma Bocem, pridobi Trst, Istro, Goriško-Krščansko, pridobi Trdiški okraj, ki je pomemben zaradi železniške povezave, in dobi mesto Zadar z Cresom in Lošinjem, Lastovom in Palagružem. Ostale Dalmacije, ki je tukaj zeleno barvo naštevana in ki jo dejansko Italija zahteva, in to Dalmacijo do Ploč, do osrednje Dalmacije, to je Italija nekako zahtevala v skladu z Londonskim sporazumom, ki Saint-Germainska mirovna pogodba ne prizna. Torej, mi se zdaj vrnemo v letu 1915. Italija vstopi v Prvo svetovno vojno in odpre se tisto, čemu mi rečemo jugozahodna fronta, oziroma ker je potekala od gore Orkler na švicarski tromeji do Devina na Jadranu, bila dolga 600 km, ampak v naših ušesih bolj odzvanja kot Soška fronta. Ker gre za ozek pas ozemlja od Rombona do Morja, ki je bil zaradi konfiguracije terena najprimernejši za vojaške operacije. In tukaj so se dogajali najhujše stvari. Zdaj, Italija je vkorakala v te kraje, ki jih je branila peta Soška, če hočete peta Avstro-Ogrska armada pod poveljstvom Svetozarja Borojeviča Vojne, to je bil avstro-ogrski general, po rodu sicer srpskega porekla, ampak mi je žal o njem zdaj mogoče kasneje razpravi, ki je več ne bo časa, ki je organiziral zelo imenitno obrambo na podlagi tedanje vojaške doktrine, ki je določila, da se državna meja oziroma da se fronta brani na utrjenih točkah, na naravnih ovirah, v tem primeru reka Soča in vrhovi nad Sočo, organiziral je obrambo in uspel ubraniti večji del avstro-ogrskega ozemlja. Kar Avstrijci niso uspeli obraniti, so evakuirali takoj konec maja, 1. junija 1915, in ko Italijani vkorakajo v te kraje, naj si bo slovenske ali fuglanske, se takoj srečajo z ljudmi, ki jih v glavnem ne pozdravljajo kot osvoboditelje, ampak marsikje ravno z ravnodušjem, še drugje pa celo z sovražnimi pogledi. In tukaj se začne prvo preganjanje tujerovcev, kot rečejo pozneje nam rečejo Italijani, oziroma če hočete fašisti. Italijani izvajajo tako imenovane Strafen ekspedicion, oziroma izvajajo maščevalne akcije proti lokalnemu prebivalstvu.
To poznamo primere v Pjegesu, v Vilešu, v Foglaniji, proti Foglanom, ki bi bili del njihovega nacionalnega telesa, in poznamo, nažalost, tudi v Posočju. Namreč poboji slovenskih domačinov se niso začeli leta 22, 25, 30 in tako naprej, ampak že leta 1915. Po doslej zbranih podatkih so Italijani že leta 1915 dokumentirano pobili 20 slovenskih domačinov, ki so živeli v tem pasu Soške fronte, in sicer od Ladres masti preko Tolmina, teh vaseh tolminskih, preko Kolovrata, dol proti Kambreškemu, do Goriškega Krca. Celo ena domačinka v Kostanjevici je bila žrtev italijanskih neuresničenih ali neuresničljivih hotenj. Oni so pričakovali, da se bojo lahko sprehodili proti Ljubljani, proti srcu monarhije, in ko so jim vojne operacije že takoj v prvih dneh junija 1915 zastale, so zato okrivili slovenske domačine. Najbolj znan primer obračunavanja z nedolžnimi civilisti, kar je kaznivo po vojnem pravu, je bil v Idrskem, nedaleč od nas, južno od Kobarida, ko so decimirali slovenske civiliste in junija 1915 ubili 6 domačinov, ki so jih postavili v vrsto, 60, 61 bili so aretirali, vsakega 10 ustrelili, 6 ustreljenih, tako imenovanih vohunov oziroma obtoženih, da naj bi za italijansko frontno linijo vohunili za Avstro-Ogrsko krvanje. Kot so poznejše preiskave po končani vojni narejene same strani italijanskega generalštaba pokazale, temu ni bilo tako. Ampak stvar je potihnila, Italija je šla kot zmagovita država iz prve svetovne vojne in seveda nihče od teh krivcev ni bil kaznovan. Torej, lahko govorimo o prvem nasilju že z vstopom Italije v prvo svetovno vojno, govorimo o okupaciji slovenskega ozemlja, kjer se Italijani kljub mednarodnim določilom mednarodnega vojnega prava niso obnašali kot začasna vojaška oblast, ampak so že pripravljali teren, vključno z pritiski na duhovščino, vključno z svojim šolstvom, vključno s svojo upravno ureditvijo, da bodo na tem ozemlju večno ostali. Ni bilo, da bi počakali na mirovno pogodbo po končani vojni, ampak so dejansko že med vojno izvajali ukrepe, ki so jih potem po letu 20 oziroma 22, ko pride fašizem na oblast, o tem bomo kasneje slišali kaj več, izvajali na naših tleh z vso silovitostjo. In ta silovita italijanizacija, poskus vključitve slovenskega etničnega prostora v italijansko državo, in to čim prejšnji, se je potem z leti samo stopnjeval. Seveda, Avstro-Ogrska, kot bom dal navednice, tako imenovana ječa narodov, tudi o tem bi lahko debatirali, je to protiitalijansko hotenje domačinov izkoristila in plod tega je recimo ta razglednica, ki ne odraža nobenega realnega stanja, kot lepo se vidi goro Krn, vidite Krn, reka Soča, avstro-ogrske vojake značilne, nad katerimi vidita avstrijski in slovenski ponos. Bojevič pa Gregorčič, ki je bil eden od, recimo temu tudi pozneje, obdobju fašizma, eden od simbolov slovenstva na Goriškem oziroma širše rečeno na Primorskem. Potem Italijani, kot vemo, so bili premagani, pri Kobaridu so bili vrženi na neko pjavo. Kaj se zgodi? Ko se vojna konča 1918, se Italija znajde v poziciji zmagovalca. Na strani Antante država Avstro-Ogrska razpade in Italija leta 1918, novembra meseca, prvih dneh novembra, kratko malo kot članica antantnih sil ukoraka na slovensko ozemlje, nekdaj del Avstro-Ogrske monarhije. Torej, Italija ukoraka kot začasni okupant, kot članica Antante, vzpostavi svojo vojaško upravo, že novembra 18, ampak Italija si zaveda, da bo na tem ozemlju ostala. Želi si ostati,
Avgusta 1919 se ta vojaška uprava spremeni v civilno upravo, civilni komisariat za nove pokrajine. Dokler leta 1920 Italija dejansko z Rapalsko mirovno pogodbo ne pridobi v trajno last in posest, vsaj tako oni mislijo, tega zahodnega slovenskega ozemlja. Ne gre samo za slovensko ozemlje, gre tudi za ozemlje, kjer so naseljeni istrski Hrvati. Gre tudi ozemlje, ki je bilo potem vključeno v italijansko državo, in ta državna meja je bila potem boleča rana Primorcev, mojih, naših, vaših prednikov, ki je dejansko tretjino nacionalnega telesa, približno 350 tisoč prebivalcev, ločevala od ostalih naših sorojakov v tedanji državi SHS oziroma pozneje Kraljevini Jugoslaviji. Tukaj imamo jasno pokazano mejno črto tistega časa, da si lažje predstavljamo. Tu vidite, kje smo Slovenci, kako globoko je segala slovenska nacionalna meja proti zahodu. Potem je tukaj rdeča barva je stara avstro-ogrska meja pred letom 1915 in to je naša današnja meja, ki je bila zakoličena šele 1947 po Pariški mirovni konferenci. Torej, v tem obdobju med 1920 mednarodno pravno, med novembrom 1920 in februarjem 1947 so bili ti prostori, tudi Bovec, ker danes se srečujemo, polnopravno vključeni v italijansko državno tvorbo. Kaj se je v tej državni tvorbi dogajalo? Kako so stvari potekale po letu 1920, ko dejansko fašizem začne kazati svoje zobe, ko začne kazati vso svojo ihto nad Slovenci in Hrvati, posledično tudi istrski in Hrvati v tako imenovani Julijski krajini, če hočete na skrajnem italijanskem severovzhodu, bomo slišali v nadaljevanju današnjega našega srečanja. Poudariti je treba, da tako imenovani fascio di combattimento, jedra italijanskih poznejših nacističnih enot, ki so jih lumpen proletariat, ki je sestavljal odsluženi vojaki, nezadovoljneži srednjega razreda. Vse to že nastaja takoj po koncu Prve svetovne vojne. In po številu, če hočete po kronološkem zaporedju, drugi najstarejši fascio v Italiji, takoj za Milanskim, nastane v Trstu, se pravi na skrajnem italijanskem severovzhodu, in ni naključje, da je tudi eden najmočnejših, eden najbolj strupenih in dejansko pokaže svoje zobe že pred formalno vključitvijo teh krajev v italijansko državo. Julija 1920, ko dejansko je požgan Narodni dom v Trstu, o čemer je veliko pisal in govoril ena redkih še živečih prič tistega dogodka pisatelj Boris Pahor, kaj je to pomenilo požig Narodnega doma za poznejše dogodke, o katerih bojo moji sogovorniki danes govorili v poznejših časih. In dejansko nas hkrati opominja, da se do leta 2015, ko se bomo z vsem pompom, upam tudi na strokovni ravni, spominjali stoletnice začetka Soške fronte oziroma bojo proti Italiji, dejansko nas vsako leto opominja, da se nekaj dogaja v povezavi, da imamo takšno ali drugačno obletnico v povezavi s temi kraji, kjer se mi zdaj nahajamo. Lani je bila nekoliko prezrta obletnica, 90-letnica požiga Narodnega doma, letos je 150-letnica združitve Italije. Poskušal sem prikazati eno časovno premico, ki je pripeljala potem tudi do direktne vključitve nas primorskih Slovencev v ta kontekst. In potem vsako leto do 1915 so te razne obletnice, ki nas bojo tako ali drugače opominjali na žalostne momente.